Evo, še enkrat lepo zdrav vsem skupaj. Hvala, ker ste prišli na današnji klic, ki smo ga organizirali tako v bistvu last minute, zelo na hitro. Pa glede na to, da je petek popoldne ob 3, timing je res neprimeren, ampak očitno je zanimanje, tako da sem vesel, da ste prišli gor. Torej, namen tega klica je, da nekako predstavimo produkt, ki bo drug teden, rečemo, uradno launčan, ki pride na police, lahko rečem, na tržišče strani Mining Racea. In ta produkt je praktično, ne vem, odpira glave, no. Vsak, ki ga sliši, dobi še dodatne potrditve in mislim, da ni človeka, ki bi bil razočaran nad tem novim produktom, ker je fenomenalno zastavljen. Torej, jaz sem bil pred dobrim mesecem nazaj, jaz pa Primož pa Rado pa Ciril, Marko, smo bili z lastniki, z Ramijem, z Alijem, Sulejmanom v Las Vegasu na Bitcoin konferenci in nam je Rami že majčkeno vrgel kost po domače, kaj firma pripravlja že zadnje 3 mesece in kaj v bistvu dejansko vidijo kot rešitev, da lahko firma raste neomejeno, kar do zdaj ni bilo te rešitve. Torej, kot veste, imamo 3 produkte. Zgodba se je štartala z mašinami, potem je prišel ven produkt Stablecard in potem je prišel produkt Core, 1 terahash. Stablecard je absolutni bestseller, tega se največ proda, 90% ljudi ima samo stable kartico, samo 10% ljudi ima zraven še mašino ali Core. In v bistvu Stablecard je best-selling produkt, po drugi strani je pa za firmo najtežji produkt za izpeljati. Zakaj? Ker če mi kupimo mašino, firma točno ve, ta je kupil mašino, priklopimo mu jo v farmo in ta mašina dela 4 leta. Če je nekdo kupil Core, to je kupil delček mašine, 1 terahash, priklopimo in to je to. Stablecard je treba pa najeti power, najeti moč. In tukaj so težave, ker v bistvu toliko zanimanja je, firma v zadnjih 2 letih raste 5 do 7% vsak mesec. Torej, če smo že lani zrastli za 100%, smo letos še dodatnih 100, ker konstantno v bistvu raste promet. Firma se širi, niti en mesec ni stagnirala, povečuje se na globalni ravni, ne. In zdaj, zagotoviti vsem ljudem stable kartico, ko nekdo najame, firma približno vidi, kak je trend in potem proba najeti od različnih farm moč, terahashe. Zdaj smo že na 17,5 exahashov moči, to je 17,5 milijonov terahashov moči, ne. In zdaj si predstavljate, pred enim mesecem je bil dogodek v Panami, otvoritev Latinske Amerike, zdaj se tam začel graditi community, imamo prvega RD-ja že, Zoraja, prva ženska, ki je postala RD v Latinski Ameriki. No in zdaj kar naenkrat, to je tak trg, ki lahko hitro eksplodira, ne. In zdaj si predstavljate, lahko je že čez en mesec tam, ne vem, 5000 novih članov, vsak vzame 10 kartic, povprečje, to pomeni 50 000 kartic krat 100 terahashov, 5 milijonov terahashov mora firma dobiti v enem mesecu takoj čez noč, ko nekdo kupi kartico, v 48 urah se mu more priklopiti, ker on že dobiva Bitcoin takoj. In to dela glavobol firmi, ker je težko dobiti power tako hitro čez noč, pa ne veš, koga rabiš. Lažje je dobiti power vnaprej, da ti rečeš, zdaj bom pa zakupil 5 exahashov moči za naslednje 4 leta, to je lažje, kot pa daj mi zdaj, ne vem, 1000, torej 1 exahash, pa čez 2 meseca bom še rabil še 500, pa bom rabil to, pa ne, pa ja, pa ne, pa malo več, zdaj imam pa pojačano prodajo, ne vem, v Aziji, pa rabim dodatno. In krajše kot je obdobje, ko ti moraš zrihtati moč, več plačaš. Če rabiš ti, ne vem, čez en teden dodaten, ne vem, 200 000 terahashov, boš bistveno več plačal, kot pa če napoveš to, čez 3 mesece bom rabil tok pa tok. Tako da tukaj se firma lovi in ima težave, zaradi tega je firma od prvega dneva govorila, da
da stable mining kartice ne morejo iti v nedogled in da je omejena količina. Se spomnite to? Se kdo spomne? Se spomnite, ja. Stable Seveda. mining Ja, ja. kartice, vse, ne? Ok. To smo govorili. Nismo vedeli, koliko bo zaloge. Ker smo štartali 2 leti nazaj, so rekli, imamo zalogo za pol leta. Bojči, Maver, ostali se spomnite, ker je Rami rekel. Ne vem, da je bil december, pa je rekel, Ja, ja. do marca imamo zalogo, če bomo tako rastli kot zdaj, imamo do marca zalogo. Pol, bolj, ker smo rastli, različni playerji, igravci na trgu so nas opazili, da smo resni in so se odprli, so dali v ponudbo, ne. Ampak mi trenutno zdaj imamo 3% globalnega Bitcoin mininga in na tak način, da mi takole najemamo, ne moramo iti še več kakor, ne vem, še en dodaten procent. In je zdaj Rami razmišljal, kaj narediti, da lahko pojačamo, da gremo lahko tudi na 20% globalnega mininga iz 3%. Edini način je, da v bistvu začnemo zakupljati farme. Torej ne zdaj, da mi rentamo, da firma renta, ampak da mi kot community skupaj s firmo zakupimo farmo za 4 leta. Okay? Zdaj bom pa jaz spet, kot sem zadnjič na Zoomu, ki sem ga imel s parimi, bom uporabil svoje Picasso veščine, pa bom sam probal narisati, da boste razumeli, kaj v bistvu s tem mislim. Ni treba gledati slikarskega znanja, ker je težko risati z... Hej, Damir, saj sem ti že zadnjič mislil reči, le se imaš tlele gor, imaš tiste objekte, pa s tistim lažje narišeš. Tole, ne? Ja, A takole ga označam. to je to. Evo. Top. Takole ga označam. Torej, predstavljajte si, da je tole Mining Race. Ok? Tole je firma Mining Race, MR. In Mining Race ima community, ne? Hvala. Kaj pa zdaj? Kaj pa zdaj, Miha, zdaj pa ne gre. Ok, nima veze. Community, ne? Torej, to smo mi, krogci. 100.000 walletov odprtih, 50.000 jih rudari Bitcoin. Če ima vsak poprečno 2 do 3 wallete, je to na globalni ravni recimo temu 20.000 ljudi. Ok? In zdaj, tlele so farme, kjer mi rentamo moč, različne. F je farma, ok? Ok, in zdaj, kaj se zdaj dogaja trenutno? Mining Race kliče vse možne farme, ki obstajajo, v Teksasu smo vse farme pobrali, po Evropi veliko, Finska, potem Islandija, Sibirija, v Kanadi, veliko jemljemo, ne, tudi od NiceHasha jemljemo, kot veste, moč. Vse, kar je na trgu, da lahko rastemo, da zagotavljamo za klienta, da lahko dobi terahashe, da čez 48 ur od nakupa kartice lahko začne rudariti Bitcoin. Torej, te farme nam zagotavljajo moč, Mining Race-u. Ok? Različni deli, odvisno od farme, nekje dobijo boljše pogoje, nekje dobijo slabše pogoje, nekje dobijo več moči, nekje manj, nekje plačajo večji fi, nekje nižji fi, čisto odvisno, firma pobere vse, kar je sploh na voljo za oddati. In pol nam firma distribuira v naše wallete na rudarjen Bitcoin. Ok? To gre pol takole vsakmu posamezniku. Različno, ne? Tale ima naprimer 1000 terahashov, naprimer, da ima 10 kartic. Tale ima 500 terahashov, naprimer 5 kartic. Ta jih ima 2000, ki ima 20 kartic.
vsak različno, in potem, ko te obstoječi klienti compoundajo, delajo obrestno-obrestni in ta moč samo raste, ker ima več kartic, torej še več te moči more Mining Race rihtati klientom, obstoječim. Pa so pa še novi, ki prihajajo, ne. Torej, že z obstoječimi, če ne bi nobenega novega sprejeli, pa bi compoundali vsi do limita licence, bi rasla moč, pa so pa še novi, ki isto počnejo, kar delajo stari, skratka, ogromno ene moči. In zdaj, firma je dobila vrhunsko idejo, kaj če bi mi, da ne bi zdaj delali dile s to farmo, ne vem, 100 za pol leta, 100 za 1 leto, 100 za 3 mesece, pa z unim, s telim, ne. Dobili so idejo, kaj če bi se mi losali teh farm v smislu, da imamo konstantne neke dile, pogodbe z njimi in pa različne fije, različne provizije plačamo, glede na to, koliko moči, za koliko časa se najame. Kaj če bi mi zakupili vse, komplet celotno farmo za 4 leta? Prvo, drugo, tretjo, četrto, peto, šesto, čim več. Kaj s tem pridobi firma? Točno ve, koliko moči exahashov ima na voljo za 4 leta, ne rabi nič vmes delati dealov, zakupi vse in komplet, kar se v farmi narudari, bruto, brez teh fijev, provizij od farm in tega, vse gre Mining Raceu. To lahko firma naredi z 1, 2, 3 farmami, ne more pa narediti za 30. Ker najem ene male farmice, ki jo je firma že najela zdaj v štartu, ki drug teden že štarta, na Finskem, mislim, da 0,5 exahasha ali koliko, to stane 12 milijonov dolarjev. In zdaj, firma je dodala nov produkt, ki se imenuje Power Node. Torej, kaj bomo lahko delali zdaj? Skupnost bo lahko kupila in prodajala delčke teh farm, torej, kar ustvari data center, vse, kar se v teh farmah narudari, za 4 leta zakupi lahko community, vsak od nas, podpiše pogodbo z Mining Raceom in Mining Race ti odkupi za fiksen donos za 4 leta produkt. Kaj to pomeni? Da ta produkt v bistvu je povezan z rudarjenjem Bitcoina, ampak nima veze z Bitcoinom, ker z nakupom Power Noda mi zakupimo 1 kilovat te moči, temu se reče computing power, 1 kilovat moči, nas bo koštalo $3000, in isto sekundo, ko ga kupimo, bo tudi pogodba, terms and conditions, vse, ga mi oddamo Mining Raceu, da lahko napaja kliente, in Mining Race ti da dnevni return v USDT-jih. Torej, ta produkt je nakup infrastrukture za rudarjenje Bitcoina za 4 leta, ki pa ni izplačan v Bitcoinu, ker mi ne rudarimo. Mi dobavljamo tistemu, ki rudari. Lahko smo to mi, ki rudarimo in obenem še supplajamo, torej eno je, da smo konzumeri, uporabniki, drugo je pa, da supplajamo, da dobavljamo. Kar pomeni, da je krog lahko sklenjen. Torej, te uporabniki so lahko oboje. Ali pa samo eno ali drugo. Torej, da bolje razumemo, govorili smo o tokenizaciji nepremičnin. Torej, firma nam ustvarja Bitcoin in potem nam bo ponujala stolpnice v Dubaju, ker bomo lahko kupili en delček. S tem Bitcoinom in bomo v 3 letih naredili, ne vem, 50% donosa na nepremičnine, vem, kakšni so. No, tole je podobna zgodba, tokenizacija farm, samo da mi ne kupimo farmo za skozi, ampak za 4 leta. Še zmeraj bo lastnik farme skrbel za farmo, upravljal z njo, ker to obvlada, ampak ves izkupiček bo pa dal v bistvu Mining Raceu.
zakaj se zdaj lastniku farme to splača? Če on zdaj naredi pogodbo z Mining Raceom za 3 mesece, pa za 4 mesece, pa polovico farme, pa tretjino, pa zdaj bom rabil celo, je drugače, kot pa če Mining Race reče, hej, damo ti 12 milijonov, daj nam za 4 leta vse, kar farma naredi. On reče, 12 milijonov, ja, ok, če daš pa 12 milijonov, pa ti pa dam za 4 leta vse, on vzame 12 milijonov in s tem denarjem si gradi že novo farmo, ki jo bo spet lahko oddal. To je tako, kot če ste vi lastnik stanovanja, pa imate najemnika, ki vam da vsak mesec 800 evrov za najemnino. Kaj bi pa naredil, če bi najemnik rekel, dej, jaz ti dam pa 300 evrov, pa ti plačam najemnino za 15 let. Ja, jaz bi takoj vzel 300 evrov, pa bi si kupil novo stanovanje s tem denarjem, pa bi še onega oddajal, ne? Pa bi imel 2. Ne? No, isto je kle. In zdaj, da si firma zagarantira, rabi kapital. Prej smo rekli, tokenizacija nepremičnin, v Dubaju so mojstri s tujim kapitalom graditi zgodbo. Ne? Klele firma bo kupovala farme, ampak če mi to suportiramo, lahko je tega več in lahko imamo praktično neomejeno rast. Torej, kaj je produkt? Kupim v bistvu moč, computing power se temu reče, za $3000 en kilovat, ga oddam Mining Raceu, da lahko zagotavlja kartice vsem klientom, firma mi zagotavlja, ker sem to zakupil za 4 leta, 4 leta, firma mi zagotavlja, da bom dobil 200% return. To pomeni, če sem dal $3000, v 4 letih dobim ven $6000. USDT-ji prihajajo na dnevni bazi. Lahko vsak teden, tako kot Race Credits, dvignem dol. Torej nisem dal 3 ure, pa čez 4 leta dobim 6. Dam 3 ure, takoj naslednji dan začnem dobivati USDT-je ven. Imam pa funkcijo auto-buy, tako kot je pri korih ali pa auto-renewal pri karticah, da se mi ta moč compounda in če pa to pustim noter, pa imam pa čez 4 leta 300%, kar pomeni, da z 9 uri pridem ven. In to je produkt za človeka, ki sploh ga ali ga Bitcoin zanima, tako kot nas, pa bi radi pripomogli skupnosti, da lahko rastemo še bolj, ali pa ga Bitcoin sploh ne zanima in so mu zanimive nepremičnine. To je za nekoga, ki ga ne zanima Bitcoin. Torej, investiraš v nepremičnino, ker farma je nepremičnina, fizično, hangar na neki zemlji, in ga tako daš. Imaš tak donos. Ne glede na ceno Bitcoina, kakšna bo čez 4 leta, tudi če bo Bitcoin 300 evrov ali pa pol milijona, on dobi fiksno v dolarjih 180 do 200%. Ali pa 260 do 300. Poročila bojo na mesečni ravni. Podpisana pogodba, za katero farmo gre. Vse bo jasno. Zdaj pa, zakaj jaz mislim, da je pomembno, da mi to prodajamo, mi, ki smo klele gor na klicu. Sam trenutek. A vidite moj zaslon? Se vidi? Čička, čačka. Ok. Zakaj mislim? Zdaj, če imamo radi produkt, pa če ga prodajamo, ne? Pa da bi ga radi prodajali ne samo še 3 mesece ali pa pol leta, radi bi ga prodajali še 10 let. Naj traja, ne? Če imamo dober, kvaliteten, transparenten produkt. Pa produkt je Bitcoin, ki ne gre nikamor, ampak bo tukaj in bo vedno močnejši. Torej, jaz osebno, pa še marsikdo bi rad valjda imel čim več možnosti, ne da reče čez pol leta, ok, ne morete več prodati, tisti, ki so noter, so noter. Prodajte mašine, folk pa noče kupiti mašino. Rajš ima kartice. Torej, firma je najdla način, kako lahko pojačamo število kartic in obenem, kaj se bo s tem zgodil? Najboljša možna stvar. Torej, zdaj pride pa češenca na torti. S tem, ko mi zagotavljamo lasten power, lastne farme,
S tem nismo odvisni od farm, ki nam delajo dnevne dele, ki jemljajo svoj fi, kar pomeni, da s tem dvigujemo profitabilnost vseh kartic v sistemu. To je prva stvar. Ker če pogledate naprimer na hash rate index, 100 terahashov ti da $3 na dan, pri nas v sistemu s kartico dobiš $1,50, ker je fi na farmo, fi na endpool, fi glede na število, koliko je kartic trenutno v obtoku, če so več kot 120 dni, potem morajo une kartice, ki so manj kot 120 dni požgane, filat še une, ki so več kot 120 dni zaradi bear marketa, da vsi dobijo svoj delež, noben ni ne zgubi, samo počasnejši donosi, ampak s tem se tega znebimo in na globalni ravni povečujemo dobičkonosnost kartic, kar je za vse nas dobro, to je prva stvar. Druga stvar, če pa kupite vi node na svojem računu, Power Node, na računu, pa si še povečate 5% donosnost kartic. Kar pomeni, da vaša kartica ne bo imela 100 terahashov, ampak 105. Zdaj pa, iskreno, to se splača narediti na večjih licencah, tam, ko imaš 30, 40, 50 ali več kartic. Tam, ko imaš 3 kartice, se ne splača, ker je brez veze. Ker če imaš 300 terahashov, si boš povečal na 315, to ne bo igralo nobene vloge. Če imaš pa ti 80 kartic ali pa 100 kartic, damen paket, pa tam povečaš za 5%, to se pa pozna. Torej, kupiš Power Node, povečaš profitabilnost svojih kartic, ker si sam tudi supplier, nisi samo consumer. Donosnost imaš v USDT-jih na dnevni bazi, ali pa compoundaš, če želiš. In še tretje, celotnemu communityju prispevaš za izboljšanje profitabilnosti kartic. In je krog sklenjen in lahko rastemo v nedogled. Zakaj je pa ful močna potreba po temu in zakaj ti firma isti dan odkupi in ti garantira, da ti bo dala ta denar za najem, ker 17,5 exahashov moči že imamo in je namen, da se vse preklopi na samo oskrbo. Ker je dober in za nas, in za firmo, in za uporabnika. Večja profitabilnost kartic, za nas, da dodatno lahko to prodajamo, zraste moč kartic pri nas, pri communityju, kar pomeni poveča se grid bonus. Če vaši ljudje kupijo node, pa imajo gor pojačane kartice, vi dobite seveda provizijo od prodaje noda 5%, gre v volumen 10% node in še potem naraste profitabilnost kartic, kar pomeni, zraste tudi vaš grid bonus. Fucking fenomenalno, lahko rečem. Dober za klienta, dober za affiliate in dober za firmo. Mislim, Rami je spet naredil genialno. Tako da res, mene je sezul, ker sem to slišal, sploh zdaj, kako so zapakirali. Tako da pokazal bom par slajdov, sem delal včeraj screenshote, v nedeljo bo tudi Zoom, ker bo še enkrat Rami imel to vse predstavil, sem trenutek, da jaz najdem te screenshote. Pa bom pa tudi odprl opcijo za kakšno vprašanje. In bolj, ker razmišljam, bolj se bo naredil globalni momentum in počel bo, počel v smislu, da ta produkt bo vrhunski. Ker tudi spet nam odpira moč vsem, ki prodajamo, ki tržimo, čisto nov krog klientov. Torej, ne rabite razlagati o Bitcoinu, če njega Bitcoin ne zanima, če je skeptičen, ker to nima veze z Bitcoinom, to ima veze z nepremičnino. Dobiš pa dnevni return v USDT-jih. In samo da tole še pogledam. Bom zdaj takoj. Tole bom tudi vam pokazal. In iste te slajde bo tudi Rami imel v nedeljo, ampak bi rad, da ta naš ožji krog ljudi, ki jih imamo klele danes, da zveste zaprej, ker to je malo ekskluzive v temu.
Evo, tudi takole, naprimer, sem naredil screenshot, takole bo noter v back officeu prav farma, na Finskem ta prva farma, podatki, podpisana pogodba, vse, ne. Tako da tudi farme bojo, določene bojo pobrendirane kot Mining Race in bo tudi organiziran odhod, ogled farme, ne. Tako da se bo lahko šlo pogledat, ker zdaj, ko mi zakupimo za 4 leta, je praktično naša. Mi smo soprispevali zraven, ne. Torej, če boš imel priklopljen AutoBuy, ti bo ta note naredil 300% returna. To primer, če si dal 3 ure noter, boš imel čez 4 leta 9 ur. In to nič ni vezano na ceno Bitcoina, nič, to je fiksno. Če si odklopil AutoBuy, da boš dnevno pobiral USDT dol, boš imel do 200%, odvisno od uptima farme, koliko cajta je prožgana. Farma obljublja cirka 92 do 95% operativnost, vmes se tudi ugaša farme, ker se dela maintenance, se čistijo in podobno, ne. Tako da, če boš primer kupil 2 noda na isti poziciji, lahko boš kupil 2, pa dal 6 jurjev, tam, kam imaš Diamond ali kakorkoli, si boš s tem povečal profitabilnost lastnih kartic za 10%. Če boš kupil 3 node, za 15%. Torej, ne samo, da boš dobival return od nodov na dnevni ravni, ampak še povečal profitabilnost svojih kartic in pa vse skupno pomagal povečanju profitabilnosti celemu komunitiju. Ok? To bo Rami malo razložil. V back officeu bo dodatno klele pasica Power Node. Odprl se bo dodaten volumen, tako da se bo network volumen zbiral tudi od Power Nodov, kar pomeni, da bo se povečal tedenski cap, zaslužek, to za une največje zaslužkare velja. Je zdaj trenutno omejen na $30,000 na teden, lahko bo šlo na 60. In pa cilj je priti iz 3% na 10, potem pa se pogovarjamo naprej za 20% globalnega mininga. Tako da, zdaj pa vprašanje za vas. Ali ste razumeli, kaj je produkt? Kaj je Power Node? Če ima kdo vprašanje, pa če ne razume, z največjim veseljem vse vprašajte, karkoli, ni neumnih vprašanj, ker je pomembno, da se razume, kaj firma zdaj razmišlja in v katero smer firma gre. Torej, da sklenemo celotni krog, eno je, da smo samo konzumerji, konzumiramo energijo, ko jo firma rihta, zdaj smo pa lahko še supplierji, če želimo biti. Da je celotni sklenjen krog. Samooskrba, lahko rečemo, tako kot imate doma na hiši solarne panele in imate samooskrbo elektrike, to želi delati Mining Race in vključuje nas zraven. Lahko smo kupci, koliko imamo, ne vem, lahko smo kupci kartic, pa rudarimo Bitcoin, lahko jih tudi prodajamo, pa dobimo nagrade od prodaje. Lahko smo kupci tega Power Noda, pa dobimo fixen return, lahko ga tudi prodajamo. Lahko smo kupci in kartic in Power Noda, lahko prodajamo oboje, lahko smo kupci samo enega, lahko samo prodajamo, pa nič ne kupimo, vse opcije so odprte. Ne? Tako da, s tem, če gledamo pa na dolgi rok, meni je pomembno, da lahko delamo še 10 let, še več, ker nimamo omejitev. Ko napolnimo eno farmo, gremo takoj v drugo. In zakaj je klele varovalka? To je pomembno. Kakšna varovalka? Dobil sem vprašanje, ja, kaj pa, kako pa je lahko rizično, da firma ne bi mogla plačati returna, ne? Rizik bi bil, če bi to bilo prvi dan, ko je firma štartala, da bi kupila svojo farmo in da ne bi imela dovolj uporabnikov, komu zaračunati najem, ne? Ampak firma ima že 20 exahashov moči porabnikov. Če mi zdaj pridemo do 10 exahashov lastne oskrbe, torej v vrsti čakajo uporabniki, ki hočejo priti sem, ker jih bo firma iz unih, ki jih najema, preklapljala na naše lastne. Vsaka firma, morate vedeti, dela neto cirka 400% donosa. In zdaj, če firma klele da 200 oziroma z compoundingom 300, še zmeraj nekaj za firmo dober. Kar pomeni dober za klienta, dober za affiliate in dober za firmo. Skozi gremo v tem okrogu, da mora biti za vse dober, če ne more biti obstojno. Ne? Če kdo ne bi tega prodajal, nima nobenega problema ni. Komot lahko prodajaš sam kartice, imaš sam kartice.
tudi ne rabiš kupiti, če se ti ne zdi. Ampak fajn je imeti spet razpršeno. Daš denar, ne vem, 10 evrov v Power Node in USDT pobiraš dol in si sproti dokupuješ kartice in kartice avtomatsko, ko imaš Power Node in če daš 10 evrov, imaš 3 Power Node, za 15% si boostaš profitabilnost kartic. Ja, perverzija po domače. Ne? Vrhunsko, no. Mene je bilo všeč že v Vegasu, pa so imeli oni v showroomu sestanek prejšnji teden, mene ni bilo zraven, sem bil na Zoomu povezan. In zdaj smo imeli v ožjem krogu, no, včeraj je bilo cirka 90 ljudi, RD in pa ostalo, smo rekli, gremo tako, da najprej iz vsakega komunitija te ključni člani, zato tega nismo vabili v splošno grupo, kjer je mislim, da 500 ljudi. Povabili smo samo tiste, ki ste danes tukaj, ki želimo, da slišite prej. Tudi posneli bomo, da te lahko poslali tistim, ki niso mogli zdaj priti, pa bi radi, pa bi fajn, da to slišijo. Da je taka neka whisper campaign, ker prva farma na Finskem, ki je na voljo 2000 nodov, to je zdaj Founder Edition in ta bo imela 7% povečanje profitabilnosti od 6 do 8, mislim, da 7, to bo Rami najavil v nedeljo, ne me vzeti za besedo, ampak bo imela večkrat več pojačanja profitabilnosti kartic za unga, ki bo ta not vzel. Ne. Tako da, to je to. Evo. Jole, kaj vprašam? Evo, samo še to, pa vprašanje. Še to bi rad povedal. Rami bo pripravil kalkulacije, kaj se bolj splača, ljudi vprašal. A boš imeti Power Node, pa imeti fiksen donos 200% v 4 letih ali 300, a raj imeti kartice, pa kartice bo letos manj naredile kalani, ki so naredile več, splača se razpršiti. Ker v bear marketu je boljš imeti Power Node. V bull runu je boljš imeti kartice. Ampak spet je fajn imeti Power Node, ki ti boosta kartice, ki potem v bull runu še več naredijo. Ne? Tako da je spet fajn imeti oboje. Ne? In bomo zdaj, jaz pri sebi vem, da bomo naprej prodajal paket. Ne bom rekel, da je 10 evrov kartice, razdel pol. Pa magar ugasen auto-renewal na Power Nodih, pa si potem z USDT, ki jih dobivaš dnevno ven, kupuj kartice, prej si pa zagarantiral, da boš imel višjo profitabilnost. Ne? Tako da je kombinacija vrhunska. Ne? Evo, zdaj pa lahko z vprašanji, tako da lahko napišete, lahko odprete mikrofon, brez problema. Evo, izvolite. Zdaj za eno licenco, koliko jih boš lahko imel na eni licenci? Dobro vprašanje, na eni licenci imaš lahko neomejeno Power Nodov, profitabilnost kartici pa lahko maksimalno povečaš za 100%, več pa ne. To me zanima, pa zdaj te Vsak Power Node ti poveča za 5%, če imaš ti 20 Power Nodov na eni licenci, na enem diamantu, ki imaš 150 kartic, samo za primerjavo, in da rečeš, da bom dal, naprimer, nekdo, ki ima 150 kartic pa diamond licenco, to je 60 evrov investicije, ne? In reče, zdaj bom dal pa še 20 Power Nodov, kolikor je limit, gor, še 60 evrov na to licenco, on si je pojačal profitabilnost kartic za 100%, kot da bi imel 300 kartic, s tem, da ima še vedno teh 60 evrov dodatno, ki mu tedensko kapla od Power Nodov. In je to veliko boljš narediti, kot pa kupiti nov account, pa dati gor 60 evrov, 150 kartic. Ne? Sej to, ko bo folk razumel, mislim, da še zdaj marsikdo ne razume, ko bo to folk poštekal, meni se že zdaj smeje. No, in jaz sem bil, lahko vam povem, v Las Vegasu so bili 4 lastniki farm iz Teksasa, ker so se to pogovarjali, ni mi bilo čisto jasno, pa tudi Rami ni takrat razlagal, šele pol 2 dni kasneje. In Rami je pa zdaj najavil, naslednja farma bo 5 exahashov iz Teksasa, točno bo določena kjera, lokacija, vse se bo vedlo, gremo tja. Ne? In tudi med drugim ta iz Finske, oni imajo elektriko zastonj, ker je na obnovljivih virih. Tako da še to, ne. Tako da vse bo jasno, farma po farmo bo šlo, ne. Veš, kaj me še zanima? Ja. Zdaj, če to kupim, že na te kartice, ko jih imam, bo teh 5% šlo gor, ali bo šlo na samo nove, ko jih bojo bolj kupljene?
Ne, na vse kartice, ki imaš, bo šlo 5%, in če boš ta isti spot, ki imaš gor Power Note za 4 leta, upgradeal, se bo šlo tudi na vse kartice, ki pridejo. Naprimer, da imaš zdaj spot premium za 9 kartic, kupaš gor Power Note in čez eno leto upgradaš na diamanta na vse kartice, ki pridejo, ki so na tem spotu, ker Power Note je vezan na licenco. In Dobro, kakorkoli je kartic, toliko ti jih bo boostalo. Ja, se za nove sem tako predvideval, da bo, samo me zanimalo za te, ko že jih imam, ne, če se bo tudi na to dvignilo. Ne. Bo. Dobro, super. In če imaš več računov, če to narediš na ta drug račun, pa si boostal še grid bonus. Grid bonus bo 4%, bo več moči, ker bo vsaka kartica pridobila terahaše. 5-10%, odvisno od nodov. Okay, super, hvala. Prosim. Damir, moraš še Damir, jaz imam eno vprašanje, če ga vprašam. V glavnem, zdaj, če sem si tole prav preračunal, približno en tuti note pri 200% ti daje okoli, rečemo, pustimo zdaj cente, okoli $4 na dan, pri 300% okoli $6 na dan, ne? To je fiksno. Zdaj pa me zanimlja, recimo, če imaš ti avtobaj vklopljen, pomeni ti do tistega dneva daje 300%, če ga pa pol izklopiš, ti pa daje 200% naprej, ali si to napačno razlagam? Veš, kako je, če nimaš vklopljenega, to pomeni, da boš ti normalno dobival USDT in boš v 4 letih si nekako naredil 200%. Če imaš pa vklopljenega, pa pomeni, da ne moreš pobirati dol, ampak ti compounda, in ti bo te kilovate ti bo compoundalo, pa boš imel 1,1 kilovata, 1,2, 1,3, kot ti bo rastel. Pomeni compoundati kilovate, ne denar. Ne, compoundati kilovate. In iz tega, ki imaš več kilovatov, ti proizvaja več USDT. Ok. To ti compounda pol sproti, ali je to pol, ne vem, ko se neka količina naredi? Ne, sproti. Sej, ne vem točno, kako bo to izgledalo, ampak sproti se bo ta compounding zgodil. Sej, moramo še videti, to so mogoče detajli, ki moramo še točno videti, ampak taka je zgodba. Če ti rabiš denar USDT ven, lahko sproti jemlješ takoj. Če pa ne rabiš, pa pustiš, tako kot imaš auto-renewal za kartice ali pa autobuy za kore, je pa taka matematika. Tako, je pa vseeno, na katerem spoti je. Vseeno, nima veze, lahko jih je več, lahko jih je neomejeno je brez veze, največ se ti jih splača vzeti, torej smo računali koliko 20. 20, ja. Toliko, da imaš 100% povečano power, torej 100% profitabilnost na kartah, drugače brez veze imeti več. Pa seveda, če imaš več spotov, vemo, kako je boljš v spod imeti, ker se še vse plastnemu sebi več grid bonusa delaš. Damir, moraš še en pot reči, nisem do kraja razumel, kaj znači 100% boostanje. To znači, a lahko v slovenščini? Ja. To pomeni, da če imaš ti, ena kartica ima 100 terahashov in ti kupiš not, si jo boostal in imaš 105 terahashov. Ja. Kupiš še en not, imaš 110. In tako lahko kupiš 20 nodov, ti dvigajo kartico 100 na 200 terahashov. Tako, toliko je največ. Ok, sad je jasno, ja. To boste že zdaj na teh, ko se začne zdaj v Novem mestu, že boste to tudi predstavljali ali še ne? Glavni fokus bo zdaj, jaz bom malo bomo spremenili način prezentacije. Fokus bomo dali na kartice in pa na Power Node, nič več na mašine pa kore, ker je to, mislim, da zdaj kartica je premium best-selling produkt in pa Power Node, kako še boostaš kartico in še dobiš fixen return, skupaj bomo to dvoje promovirali in začnemo že v ponedeljek. V Novem mestu, ne? Tako. Super. Ideja je tudi, da ta produkt ponudimo podjetnikom, ki imajo firmo, ker zdaj v bistvu ne investirajo v kriptomining. Tukaj investirajo v nepremičnino. Tukaj bo pogodba, tukaj bo drugače. Ne investirajo v mašine za rudarjenje bitcoina, pa jih je strah, kako prikazati bitcoin, kako to. Iščemo še načine, kako to zapakirati, da bo čim bolj
zanimivo in dostopno za enega evropskega, rečemo temu, ne samo slovenskega, hrvaškega podjetnika, ampak da imam lahko tako zapakiral. Ne? Tako da bi lahko tudi, če bi bila opcija z bančnimi nakazili, ne? Da bi nek podjetnik lahko šel B2B. Ker dejansko klej kupuje infrastrukturo, klej nič nima veze z rudarjenjem Bitcoina. Samo infrastrukturo, ki omogoča rudarjenje Bitcoina. Ne? Ni pa on nič plačan v Bitcoinu. A če nekdo se recimo samo node jemlje, mora vzeti tudi neko licenco, ali kako je? Če vzame samo node, je dovolj, da vzame starter licenco. Aha, ok. Kar je v bistvu Še eno vprašanje, če lahko. lahko še eno, ja. Če recimo nekdo pod mano kupi node, pa ga jaz nimam, jaz dobim network bonus od tega ali ne? Zelo dobro vprašanje, Primož. Zelo dobro. Včeraj je Rami rekel, da če sam nimaš noda, pol promet, ki pod tabo prihaja od nodov, torej ti, če ga nimaš, pa ga nekomu prodaš, dobiš direktno provizijo 5%. Okay? Če ga ta pod tabo kupi, si povečuje profitabilnost kartic, imaš ti tudi večji grid bonus. To vse dobiš. Ja. Edino ne dobiš prometa, ker gre 10% v network volumen, če ti nimaš noda. To je včeraj Rami napovedal, ampak danes se je zgodil preobrat. Danes smo imeli Zoom s Pikotom, Marjatom Kapunom pa Ramijem in je Rami razmišljal, mogoče pa vse ne bi dal tega pogoja, da moraš imeti nod, ker mogoče kdo nima dovolj denarja, da ima nod, pa on bo pa zamorilo, da ne bo dobival volumna, če spodaj se to ne bo dogajalo in bo razočaran in ne bo motiviran. Tako da verjamem, da bo jutri Rami na Zoomu v nedeljo si premislil in bo po moje, tak imam občutek, da ne boš rabo imeti noda, pa boš vsem prejemal ves volumen od nodov dol. Ok, super, hvala. Ampak seveda lažje ga prodaš, če ga ti sam imaš tudi, ne? Vemo, kako je, ne moreš prodati korov, če jih sam nimaš, ne moreš prodati mašine, če sam nimaš. Pač, če pa imaš, pa lahko poveš, kako izgleda, pokažeš v aplikaciji, veliko bolj si verodostojen, pa če nekega podjetnika prepričuješ, da vzame 10 nodov, da investira 30 €, sam ga pa nimaš, ker ne veš, bi ga... Ja. Dosti, da ga imaš na kakšnem akontu. Je pa to pravzaprav tudi brez KYC-ja, ne? Isto pač tako, kar vse znotraj aplikacije. Vse, mi smo decentralizirani, v aplikaciji ga boš kupil, tam bo gumbak, tako kot so produkti, stable mining card, device mining mašine, Cori in pa Power Node. Isto ga boš kupil, vse bo isto, kot je. Pogodbo pa dobi na mail, ali kako potem pogodbo? Sam še to, lahko ga boš tudi kupil z mining credits, naprimer, z grid bonusom, z Bitcoinom. Ja, pogodba prije na mail, to še ne vem, kako bo. Pri nakupnem procesu bo nek terms and conditions, mogo boš pogledati, mogo boš podklukati, da veš, kaj si sploh kupil. Tam bo pisal, kupil si in obenem takoj mining grid firma od tebe renta to, vse bo pač specificirano, ta pa ta farma, videl boš sliko, videl boš, kjera je ta, trenutno je ta iz Finske, ki je že strani firme že plačana, zakupljena, tako da pa, ki bo ta razprodana, bo naprej točno pokazal, kjera je močna vse. Ok, super. Poročila na mesečni ravni ne bi bila vse, kako dela, tako da vse, kako mora biti. Obiski bojo pa omejeni na nek rank ali kako, verjetno ne bo mogel vsak priti. Ja, Rami je rekel, da bi naredil 2-krat na leto, mogoče odvisno, ali bi to bil nek incentiv za nek rank, ali pa rekel za močne kliente. Zdaj, če bo, veš, najbrž v Texas namo hodili to gledati, bomo šli pogledati tole na Finskem, bomo videli, kolikor bo nekomu zanimiv. Če bo kdo hotel, se dosti je, da iz našega tima igre 5-10 pogledati, posnamejo, poslikajo, pa je to dovolj. Ne. Zdaj poleti, ko je vroče, se splača goriti, ne, na Finsko. Ja. Ja, itak se tisto, ko bo imel 5 nodov, tisto ne bo hodil farme gledati, ne. Ne, gre se za verodostojno, da to res obstaja, ne. Vse to je pomembno. Ok, Andrej je dvignil roko. Yes, evo. Izvoli. Danes sem probal našemu Davidu obrazložiti stvar in mi postavil eno vprašanje. Izvoli. Produkt farme je Bitcoin. Zakaj
nakup novda in pa recimo najem moči, donos ni povezan s ceno bitcoina. Ker farma proizvaja bitcoin in če hoče farma plačati elektriko, mora prodati bitcoin. Kaj pa, če ima farma obnovljive vire, tako kot ta na Finskem, pa ima elektriko zastonj? Ja, ne vem. Pa ne rad prodaja bitcoin. Kaj pa, če tega nima? Ja, kaj pa, če ima, ne? Glih tale ima. No, v Teksasu pa nima. Kaj pa zdaj? Ne vem, po kakšni ceni dobijo štrom. Porajo temu, ne? Torej, to je isto vprašanje, zakaj Bitmain proizvajalec mašin za rudarjenje, mašine prodaja, zakaj jih sam nima, pa vse mašine tega sveta sam, ki jih proizvede, ne rudari z njimi, ne? Ker itak bo Bitcoin zrastel, pa imel profit. Zakaj jih prodaja? A štekaš, to je ista fora, ne? Zakaj farma oddaja power, če bi lahko sama rudarila zase Bitcoin, pa bi več zaslužila? Torej, porajo temu, da oni imajo take pogoje, da očitno se jim vsem splača na dolgi rok. Rekel je Rami, da delajo 400 posto oni vsake 4 leta. Farma, ko odplača stroške. Štekaš? Ja, top. Ne? In v bistvu, zdaj pa če, a veš, firma to zakup, pa da firmi ustane 100%, 300 da pa temu, ki je kupil PowerNote, ne? Zmer vrhunsko, ne? Z vsazga dober, torej. Pa še neki dava boostane kartico teh 100, ki je firma pobrala, ne? Tako da je dober za klienta, za vse skup, pa dober za firmo, da točno ve, to, ki jih za hash imam na voljo za 4 leta, ne rabam delati dile, pa najemati na 3 mesece. Torej, računica za vsazga, ne? A veš, to je fora, ne? Zakaj proizvajalec, če je izumil mašino, ki dela Bitcoin, sam ne pobere vas Bitcoin? Zdaj, ker se mu splača mašino prodati, ker je po mojem sestavu za $300, prodaja pa za 3,5 ure. Ista fora, ne? A veš. To je zato, ker to je njegov posel in je njemu lažje tak, ne? In on se ne fokusira v pridobivanje bitcoinom, tako firme, ki gradijo hiše, pa bi se jim bolj splačalo hišo rentati, če pa zaslužiti, gre v novo, to, ko si ti na začetku rekel, ne? Točno to. In ta bo pobral 12 milijonov naprej, ta iz Finske, in bo takoj novo farmo si gradil s tem denarjem, ne? Da je bo lahko čez 1 let, ko jo naredi, ali pa prej rentu spet nam. Ja, čez 4 leta bo pa lahko, ne vem, 60 milijonov potegnil, ne? Zato, ker je že toliko farm naredil, ne? Tako, ja. Se to je interes. Vsi vemo, pač cash dela cash, ne? In to je to. Tako, ja. To je tako kot Dubaja, kaj, firme, razumeš, dajo v pač, da ti da lahko kupiš bajto in pol rentaš, razumeš, se bi lahko oni delali, ne, skupali bloke in te Točno to. V Dubaju bi lahko tudi šejki zgradili stolpnico, pa ki bi jo naredili, bi jo dražji prodali stanovanje, kot pa tako, ki prodajo v off-planu, ko še ni zgrajena, ti bistveno ceneje proda, ti odplačuješ, sam trenutek sem imel en klic, no v Dubaju torej ti odplačuješ v temule off-planu stolpnico in ko je zgrajena, vrednost zraste za 60% in ti zaslužiš, lahko bi to oni zaslužili, ne? Ampak s tem oni gradijo zgodbo, ne? Vsak ima svojo računico, vsak v celi verigi, ne? Sam veriga mora biti sklenjena, da vsak zasluži. Pa svojega denarja, ne rabi dati svojega denarja, ampak dobijo od investitorjev in to je to. In skozi se pila cash in delajo in posel raste, ne? Ja, več naredi, ne, ko pa če od banke se denar sposobil. Andrej, tvoj David, ki upravlja sklade, ne? Zakaj on sam ne da svojih 100 milijonov, pa bo več imel tega, kot da od drugih ljudi, ne? Se to je ista fora, da je podobna, no? Malo za hec. Ampak ja, klej je računica ziher in bomo to raziskali v detajle, tako da bomo tudi z Davidom, ki je zelo pozoren na te stvari, mu bomo znali tudi to objasniti točno. Ok, thanks. Ker ideja je, da to zapeljemo B2B, da tudi firmam prodajamo, ne? Te, ki bi hotel delati bančne transferje, to je meni interes. Ne? Damir, jaz imam tudi eno vprašanje. Izvoli. Danilo tukaj. Ja. Recimo kupiš 1 kilovat, pa vklopiš AutoBuy ali AutoRenew, kakorkoli, ne? Ja. In recimo po določenem času, ko nabere sistem za tistih, ne vem, x denarja, kolikor bo 0,1 stane, ne? Kupiš novo moč 0,1, ne? Kilovata. A to
Vsi tele zadeve trajajo znotraj 4 let, tako kot imaš zakupljen prvi kilovat, ali se vsak dodatek, ki je 0,1, se podaljšuje, ima 4 leta. Razumem, Danilo, dobro vprašanje, ne vem še točno, tako da bom se pa to pozanimal do nedelje, prav? Hvala. Ali bomo pa vprašanje zastavili Ramiju naprej, da bo on imel napisana vprašanja. Če imate karkoli, meni posredujte direkt na WhatsApp, pa bomo sestavili vprašanje, da bo Rami v živo na Zoomu prebral in odgovoril. Bo imel nek slajd ali pa neki, ne? Taka pomembna vprašanja, ker je fajn, da se vse to razjasni. Jaz imam še eno vprašanje. V bistvu, sem prav razumel, je to kakor, da ti kupiš tam oziroma si delni solastnik tiste firme oziroma farme, obenem pa kilovate kupiš. Kako zdaj to gre skup? Torej, ti v bistvu ne kupiš farmo, ker ta lastnik farme je ni prodal, on je še zmer lastnik in jo upravlja, skrbi, da farma laufa. Ti si zakupil to moč te farme, to, kar farma proizvaja. To si ti zakupil. Računalnike, ki noter računajo kodo, enačbo, ki ustvarjajo Bitcoin. To si ti zakupil. Temu se reče computing power. In ta power se meri v kilovatih. Nismo zakupili fizično hiše, trave okoli, ograje. To je še zmeraj on lastnik. On je samo to nam oddal za 4 leta. In mi mu plačamo za 4 leta vnaprej najemnino in mi potem oddamo to mining gridu firmi, da lahko distribuira vsem, ki kupujo kartice. Ali nam samim, lastno samim, ali pa drugim klientom, ki jih to ne bo zanimalo, imamo opcijo. Ne? Torej, kaj boš povedal pol podjetniku, da kupi on? Kaj on kupi? Ne vem, kako se prevede, ampak reče se computing power. Torej, moč, ki proizvaja. Torej, ni kupil fizično hangarja, strehe, zidov, on je kupil noter to, kar mašine proizvajajo. Torej, mašine je kupil, no, za 4 leta. Tako lahko rečem. Ni jih Torej, kupil dejansko, najel jih je za 4 leta, ne? Tako ti, ko hišo rentaš, hiša ostane, recimo jaz sem na Bali živel 20 let, 12 let in dol ti hiše ne moreš kupiti. Ti jo rentaš za 30 let, po 30 letih je pa od lastnika, ne? Tako, torej najamemo mi jo bomo najeli za 4 leta in jo v isti sekundi oddamo firmi naprej, da firma pol to moč, energijo, kakor bojo klienti kupovali kartice, razporeja. Ampak klienti imajo že za 20 teh zahešov kartic, tako da firma nič ne bo čakala, ampak sam preklapljala in takoj zafilala vse node isto sekundo, ko se prodajo. Ker s tem bo firma raj dala denar nam, ki smo prispevali v node in pa boostala vsem klientom kartice, kot pa dala ta denar temu lastniku, ki ima farmo, da on zasluži. On bo naprej zaslužil 12 milijonov, kar bi lahko več zaslužil, če bi na 3 mesece rental, ampak je pa boš pobral 12 milijonov, pa s tem naprej gradi. Tako da je za dobro tudi za njega, ne? Tako. Ne, v nobenem primeru ne bi on več zaslužil. To ni res. On na kratek rok bi več zaslužil, na daljši rok pa manj, ne? Na kratek rok, to mislim, ja, na kratek rok. Če bi tako zdaj na 3 mesece, na pol leta, tako na ta način. To mislim. Ja. Ok, a še kakšno vprašanje mogoče? Glede tega računa, a bo to tako prav realen račun, da se bo lahko karkoli, če bi recimo, ne vem, glede podjetnikov, ki si govoril, kupovali to, da se to pri davčni lahko prikaže karkoli, ali bo na kakšen način bo to račun? To še ne vem, to se še pogajamo, ampak mislim, da bo tukaj neka omejitev, da mora kupiti vsaj 10 nodov, če hoče iti na račun, vsaj 30 jurjev, na primer. Ne vem še, kako bo zapakirano, ampak ko bo to narejeno, ne vem, to ne bo zihar takoj v nedeljo že, ne, štartal. Mi silimo v to Ramija, da ne nekako najde način. Ko bo to urejeno, mora biti tako urejeno, da je vse transparentno za njega in za vse, da se vidi, kaj je najel, za koliko časa, kakšen je return, vse. Ker mene tudi isto podobno zanima, zaradi tega, ne vem, ker imam mogoče kakšnega podjetnika, ki bi ga to zanimalo, da si da to on v stroške. Sam zaradi tega me isto zanima.
v stroške si lahko da, po moje, ko bo to možno, da je pač najel data center, v bistvu je to, ne? A veš, nepremičnino, ki ima svoj data center. To je on v bistvu najel. Computing power. Ne? Eno vprašanje imam še jaz. In sicer, bi rekel, ta delež, ki se bo zdaj razdelil med vse kartice, tudi tisti, ki nimajo nodov, bo od začetka verjetno zelo majhen, se pravi v smislu povečanja tega profita. Več kot bo teh farm, pa verjetno bo pa to raslo, ne? Ker je bilo rečeno, da so prispevali celemu communityju, ne? Točno tako. Točno tako. Zdaj si predstavljaj na začetku, pač bo počas, zdaj je pač prva farma, ne? Predstavljaj si, da mi pridemo na 10 exahashov, ne? Mi lahko pridemo do, Rami je rekel tako, če smo mi totalno samooskrbni, kar pomeni vse, kar bruto naredi farma, vse gre lahko v kartice, kar pomeni 100 terahashov je lahko, tako kot je danes na hash rate indeksu $3,5, namesto $1,5, ne? Do tega gremo lahko, ker dejansko vse gre, ne? A veš, to je namen, ne? A veš, pa še pride bull run, ker bo slej, ko prej bo bull run prišel in bo itak kartice skočile gor in bo šlo še gor, ne, in bo hitreje delal, in če imaš še boostene kartice, ti bo še to hitreje zapiral kartice, kupal nove, toliko več volumna novega, toliko več grid bonusa, toliko več vsega, ne. Zaradi tega je ta produkt nujno potreben, da mi lahko rastemo, ne da Rami zapre pipo pa reče, zdaj pa unika ste noter, vi rudarite, ne moramo več novih klientov, ker nimamo moči za prodati. In pol rečemo mi klientom, počakajte pol leta, da Rami dobi kak nov deal, ljudje se ohladijo in zgubimo momentum, ne. Ne moreš nobenega opisati, ali pa če mu rečeš, počakaj en mesec, ker smo out of stock, nimamo več kartic, počakaj do septembra, pa boš pol dal 10 evrov noter, on se bo ohladil, pa ne bo več čakal. Mislim, to je res hudo dober community produkt, ne. Res. In še ob enem, zdaj pa spet, če gledam kot stališče firme, ker skozi probam razmišljati, kaj je dobro za njih, kaj je dobro za nas, kaj je dobro za onega. In to me je naučil ta moj Američan, ki je rekel, da se v priključi firmi, če firma dobro služi. Prvi, ki ni sprašal, koliko je zame, koliko jaz dobim, koliko imam za ostalo. In zdaj spet, torej, kaj je dobro za firmo? S tem power nodom spet firma te vežete nase za 4 leta, štekaš. Ti dobivaš dnevno, ko koška, ki ti nese USDT-je, power node ti dnevno kapla. 4 leta. Ne? Je neumnost, da rečeš, čez 2 leti ima, briga me, ne vem, grem, tudi če nič ni. Pa 4 leta si vezan, razmišljaš o mining raceu, si prisoten, si na kakšnem dogodku. Se oni želijo imeti, veš, lojalno klientelo, kar je res, tudi kako vsi želimo, ne? Vsi mi bi radi imeli kliente svoje noter 4 leta ali več, da dobimo grid bonus 4 leta ali več. Ne da klienti... Meni so z glave pokadili. Kaj da? Z glave se mi bo pokadili. Ja, meni se kadi že en mesec. Tako da ja, lej, super, no? Ja. Top. Če imaš ti več teh power nodov, se ti načeloma bolj splača imeti na off? Ja. Zaradi tega, ker potem, ko jih imaš več, ti povečati moč na karticah, a ne? Vsak power node za 5%, in če to sproti potem, ko dobivaš, daješ v kartice, ti naredi v 4 letih več, kakor pa če imaš vse na... Ja, sem je limitirano, ne? Sem na 100. Nič hudega, vedno, v 4 letih ti naredi več. Res je. Rami bo naredil neko predikcijo, ker je odvisno, a je bull run ali je bear market. Če je bear market, ko Bitcoin pada, tako kot je zdaj že zadnje pol leta oziroma še več, bi ti nod več naredil kot kartica. Ne? Ko pa bull run, bo pa kartica več naredila. In je rekel neko predikcijo, če je to, pa kakšno razmerje česa. V vsakem primeru je pa fajn imeti oboje, ker tudi ko je bull run, če ti kartica več dela, pa če ti boostaš za power nodom, je to boljš. Mislim, da je tako je rekla, je boljše to vedno imeti sklopljeno in dok si dofiluješ, si ti kar predstavljaš, če imaš recimo, tako si rekel, vsak ima skoraj recimo 3 denarnice in si z ene denarnice v drugo predstavljaš, ne, in boš sigurno več naredil.
Povečuješ kartice, pa še halving je vmes. Ja, Ja, To se kaj pa strinjam. tisti, ko imajo polne akante? Boš pa še enega odprl. Ja, imaš toliko denarja, Mihal, kva, da so polni akanti, mater, boš dal za pivo. Ne se hvaliti, kle razumel. Ej, to je bilo zgolj vprašanje, nisem rekel, da imam. Poklič nas, pa ti bomo spraznili. A škaj je tudi dobro, ne? Ta produkt odpira tudi novo vejo klientov, ki jim ne rabimo sploh razlagati o Bitcoinu, kje bo cena, kje bo uno, če on, a veš, če ni toliko v temu, če ga je strah, a bo Bitcoin šel gor ali dol, kle dejansko investicija v nepremičnine, no, temu rečemo. A veš, tudi s tem si malo odpremo drug tip ljudi. Mogoče A ko imaš starejšo klientelo, ki ne razumejo to. to, kar si zdaj razlagal, a ne, da niso vsi, na primer, za Bitcoin, da so tudi za nepremičnine in tako. Pač, kako Tisti, mu ki imate rečeš? tukaj več. Včeraj sem se slišal, sem bil pol urce z Marjem Kapunom na klicu in je rekel tako, jaz bom klical te svoje starejše kliente, rekel, lej, dobro veš, da delam mining res, minamo Bitcoin, tebe ne zanima, si mi že rekel, to razumem, spoštujem, ampak mi imamo zdaj community 30,000 ljudi in mi ne moramo rasti, ker primanjkuje farm. Iščemo pa zdaj investitore, ki bi te farme dobesedno gradili. Komu rečeš, mal, ne, poenostavili zadevo. A te zanima investicija v to, nepremičnine, tak pa tak fiksani trn, ne rabiš se sekirati, kje je Bitcoin, a bo padel, pa ne vem kaj, a bo šel gor, ali bo ono, toliko pa toliko ti pripada, to je to. In v 5 minutah mu poveš. Sej ti nisi za Bitcoin, si mi že rekel, ne kličem te, ampak jaz imam to klientov, firma ima to klientov, da je taka potreba po teh farmah. A te zanima to, investicija v to? Ne? Tako da tudi to se mi zdi dobra fora za testirati, ne? A veš? Ej, rečete zdaj nekaj, ampak ram je res, res je hud. Jaz sem že zadnjič rekel, čuvajte rame, ker to... Čuvajte rame. Mislim, tako, ful je faca, tako res razmišlja, ne? Bojan, roka, izvoli. Preslišal sem najbrž, a ta avtobaj nodov lahko in vklapljaš in izklapljaš, tako recimo kot pri Korik. Lahko, ampak ne na dnevni ravni, kakor pri Korih, mislim, da na mesečni ravni. Če sem Ramija prav razumel, če ga boš zdaj kupil, pa ga boš ugasnil, pa ga boš en mesec imel ugasnenega, ne? Pa ga boš pa lahko spet pržgal. Tako se mi zdi, da nekaj tazga, če sem ga prav razumel. Ampak lahko boš delal oboje v 4 letih. Pekor je na 48. A ni rekel, da lahko samo enkrat to narediš, da preklopiš iz ene v drugo ali pa obratno? Nisem ziher, jaz sem ga razumel včeraj, da na mesečni ravni. Bomo preverili, ni problema. Okay. Bomo preverili, tako da dobimo... V bistvu pa tako razmišljam, ne? Kdor ima recimo več akauntov lastnih in da nima precej zapolnjenih s karticami, da ima še precej lufta, temu se splača, da ima izklopljeno in kupuje kartice, da ta spot fila čim bolj. Ki se mu pa enkrat zapolni, da ima polnega, odvisno kdaj so mu stare, bodo ugasnjene, je pa bolj, da ima avtorenew na nodu. Lej, naštudirali bomo strategijo, bomo videli, kaj je najboljša taktika v katerem obdobju. Kot sem rekel, drugače, ko gre Bitcoin gor ali pa ko Bitcoin pada. Ne? Ampak ja, meni se zdi tudi to smiselno, da imaš na off, pa da pač kupuješ kartice s temi USDT-ji. Torej si dvakrat obrnil denar, namesto da si takoj dal v kartice, si dal v node in pol predstavljaš v kartice. In s tem dobivaš return donos od noda in še kartice si boostaš gor in še nove kartice kupuješ. Fenomenalno. In če to dupliciraš, si še nov promet delaš v timu dol in še grid bonusi si pojačil in zmaga. In še 2 nova ranga bojo odprli, še to nad ikonom prihajata 2 nova ranga, ker zdaj bo še bistveno več prometa še nodo prišlo. Super ikon! Super ikon. Turbo ikon. Mislim, da bo Royal ikon in pa Imperial ikon ali nekaj tazga. Tako da, lej, fajn, no.
fajn je videti, čutiti vizijo, da smo klej in da delamo nekaj konkretnega, da ni zmede v firmi. Zanimiv vikend nas čaka. Prosim? Zanimiv vikend nas čaka. Bo kalkulator skozi delo. Vabimo ljudi v Novo mesto, pa v dol. Vabite ljudi. Kranj. Ja, to je tudi en razlog, da povabite na dogodke, rečete, launchamo nov produkt, pridite v živo poslušati, ker je fucking fenomenalen, ne? Pa ne rudarti Bitcoin, da ne boš mislil drugače. Prid poslušati. Je pa povezan z Bitcoinom. Ne? Tudi to je dobra vaba za povabiti nekoga na dogodek. Ne? Tako da to je to. Prvih 2000 nodov bo na voljo, mislim, da od nedelje zvečer. In bo imel to ta dodatek, da bojo cirka 7% boostali namesto 5. Ko bo to razprodan, naslednja farma je Kurami Texas, 5 exahashov, ki je tudi že deal pripravljen. To je to. Pa gremo, ne, enega za drugim, ne. Tako da prijemo, ko nafilamo 20 exahashov, pa bomo pa return kartic brutalen, ne. Vsi, oni, ki imamo, si še dodatno boostamo, pa še oni, ki nimajo, smo mi, ki to prodajamo, pomagali celemu community. Torej, delamo dobro ne samo zase, ne samo za svoje ljudi, ampak za vse ljudi. In Nemci, ki bo prodajali, delajo dobro za naše ljudi, mi, ki prodajamo, delamo dobro za njihove. Tako da je, win-win, to je res community, ne. Vsi za enega, ne. To, kar mora biti. Čak, da še enkrat vprašam. Ni važno, kje je kdo v mreži, bilo kaj, ni to samo od tvojih potabo, ko kupuje node, vsem boosta kartice. Ja, na globalni ravni več nodov, kot prodamo cela community, pomeni, da bo firma 17,5 exahashov tam, ki ima najeto, odklapljala in priklapljala na naše zakupljene. Pomeni, da več bo šlo v kartice. Hitrej bojo, bolj bojo profitabilne. Ne? In če pridemo do te faze, kjer imamo 17,5 exahashov komplet lastne oskrbe, smo zmagali. Smo dvigali profitabilnost kartice neto za full gor. Full. Vsem v communityju. Plus sebi odvigneš 5% z vsakim nodom. In zdaj, če vsem v communityju, tudi tistim, ki nimajo noda, dvigujemo, to pomeni, da je več grid bonusa. Če imaš ti Bojči 300 ljudi v timu, nod bo kupilo 100 ljudi, 200 pa ne, tudi postopoma se bo tem 200 tim dvigovala profitabilnost zaradi nas, ki prodajamo to, vseh nas. To pomeni, da bo tebi grid bonus rastel tudi prvih, ki nimajo noda. Pa glejmo dolgoročno, glejmo to, da bomo na lastno oskrbo prišli, ne vem, v letu pa pol, ne? Ne čez noč, ne v 2 mesecih, ampak v letu pa pol pa ja, ne? Ko glejmo? Vrhunsko. Da lahko rastemo, to mene zanima, ne da, a veš, ne vem še, a bo čez pol leta na voljo ali ne bo. Pa bomo mogli reči, hvala lepa, počakajte, da dobimo produkt, ki ga je zmanjkalo, ne? S tem pa lahko. S tem je rekel Rami, to je zdaj formula, da lahko gremo res na 20% celotnega Bitcoin mininga, zdaj ga imamo 3. Až kaj je še do 20%? Se pravi, čez 1 let pa pol več nodov. Dobro. Samo še eno vprašanje. Grid bonus, ne? Ja. Gre tako od rudarjenja, se pravi od kartic. Kar pomeni, kdorkoli ima te node v tvoji ali pa do ne vem kjerega nivoja, a ne? Potegneš 4% od, če ima nekdo tistih 5% zraven, se pravi, ko se mu poveča, ti 4% od teh povečanih potegneš. Ja. Lej, ful enostavno, lej, tako si predstavljaj. Nekdo ima 10 kartic in vzame in nima noda, ti dobiš 4% od tega, kar 10 kartic narudari. Kar narudari 1000 terahashov. In če on kupi nod, ima naenkrat 5% več, torej ima 50 terahashov več,
Torej, ti dobiš 4%, kar narudari 1050 terahashov. Tako, to je bilo vprašanje. Ja. Simple as that. Ok, hvala. In zdaj, ko enkrat dosežemo to, da bomo toliko samozadostni, bo vsem kartica šla gor, več bo proizvedla bitcoina, ne? Kar pomeni, če več proizvede bitcoina, ti dobiš avtomatsko 4% od večje količine bitcoina, spet imaš večji grid bonus. Ne? Bingo. In ker ima zadovoljnega klienta, klient bo renewał licenco. Ko on podaljšuje licenco, to je denar za firmo. Od tega firma živi. Kaj hoče firma? Zadovoljnega klienta, da ga ima klele 3, 4, 5, 10 let, 20. Ne pa 1 leto, pa da reče, to mi ni všeč, premalo, jaz sem hotel več, ne vem kaj. Ne? Morate imeti zadovoljnega klienta in več zadovoljnih klientov. Da, dobro za firmo, dobro za njega, dobro za nas, ki delamo marketing. Tako da to je to, zaradi tega pravim, dajmo fokus na eno stvar, klele imamo paradnega konja. Usmerimo se naslednjih 5 let, fokus na tole, ker si boste zgradili lahko prihodke za celo življenje, ne glede na to, koliko ste stari, 50, 30, 60 ali 25, ali boste prepustili otrokom ali kakorkoli. To je resna pasiva, transparentna in legalna in taka, ki mora biti. Ne more početi, sploh s to samo oskrbo, ne more se to zgoditi. Bitcoin bo šel naprej, Bitcoina ne more uničiti. Preresen je, da bi ga uničili, preresni ljudje so noter, preveliki playerji, prevelik je ratu. Če je nekdo v dvomu, da bo Bitcoin počepnil in da bo na nuli in da se nam nikoli probral. Ne? To je bila dilema 10 let, zdaj ni več. Ne? Zdaj pa sam dilema v naši glavi, a gremo level up, to, ko govorimo, pa gremo malo več energije vložimo v posel, kot smo do zdaj, ali bomo še vedno spremljali, pa rekli, mater, to je fajn, pa še vedno rekli, joj, ne vem, če se mi da na dogodek, ker glih dežuje zdaj v Senčurju, pa se nimam nobenega, pa to, ali bomo naredili nek preobrat, ne? Ali bomo pustili, ne vem, v Ljubljani 50 ljudi v zuni, pa bomo rekli, sorry, nimamo stolov za vas. Ali bomo prosili ljudi, da pridejo, da nam nafilajo dvorano, samo zaradi tega, da zgleda. Za slike. To je od nas odvisen, ne? Se vem, da ne bomo, ker Ljubljana bo itak polno, vse bo polno. Sam tako pravim, ne? To je zdaj naš mindset. Klele imamo raketo, ne? V naslednjih 5 letih se bo narudarilo še 95% preostalega bitcoina, ki se mora izrudariti. Ja, fucking dajmo ga mi čim več, pa naš community, ne? Pa z grid bonusom, pa s tem čim več ga naredimo, ne? Ful se pojavlja, ja, prosto, kar povej. Kar. Hotela sem samo reči, naredila eno tako računico, ko ljudje vprašajo, koliko moram začeti, da bi vsak mesec dobil 500 ven, ne? Ali namesto ene najemnine, na primer. Ja. 5 nodov z licenco 50, ker je neomejeno število nodov na licenco, a ne? Pa če nima kartic, 5 nodov in je to pa na off, ne? Ja. Približno 4 pa še nekaj je 1 not na dan. Mislim, prinese 1 not na dan, 30 dni v mesecu in prideš čez 500 na mesec. 5x3, 15 jurjev, pa $50 zraven za licenco. Lepa. Sad, če on kup 5 nodov, ne? On si je za 15% pojačil profitabilnost kartic, nujno mora imeti kartice, ker če ne škoda, da bo... Ja, to je recimo, to je sam začetek, ne? Pol pa itak upgrade, pa potem da še tok, ampak ne, rečeš 15 jurjev namesto 150 v nepremičnino, 15 jurjev node in gas. Ja, ja, lej, naštudiramo, jaz sem za to, da se naredi neka kombinacija. Torej, če zdaj prodajamo, ne da gre vse v kartice, ne da gre vse v node, jaz bi nekako kombiniral. Pa on sproti dokupuje node, pa sproti kartice, samo da štarta z obema, tako nekako bi bilo najbolj. Vprašanje je to razmerje, ne? Ampak ja, če gledaš izključno samo to, da hoče fiksno imeti točno dolarjev tok, ne, ker pri kartici mu ne moreš, pa gre bitcoin gor pa dol, pa tako, ne?
Zanimivo, ja. Da ima pa še kartice zraven, pa je pa sploh juhuhu. Ja, valjda, saj to je namen je, da si boosta, ne? Ja, itak. Okej, Torej, sem jaz prav zastopil, če mi 5% več boosta kartico, torej mi bo samo prej 114% prineslo kartica. ne vem še, kako bo to vidno v back officeu, ampak kakor sem Ramija včeraj razumel, bo to tako izgledalo, kot da ima tvoja kartica 105 exahashov. Torej ti bo več Terahashov. bitcoina, pardon, ne exahashov, ja, terahashov, kar pomeni, da ti bo več bitcoina na dan proizvedlo, bo hitreje prišlo do 114%, kar je res, ja. Mislim, da bo tako izgledalo. Kar ti pomeni, da bo to hitreje odpirali, tako kot smo imeli lansko leto, ko je odpirali, tako da je bilo Ja, kar juhuhu, ko so torej, bile kartice po 300. Kartica ti bo več bitcoina proizvedla na dnevni ravni, kar pomeni, hitreje bo prišla do 114%. 5% hitreje časa. Ne? Primer. Če boš kupil 5 nodov, pa 25% hitreje, četrtino časa hitreje. Če ti je delala 200, ti bo pol delala 1/4 manj, ne 160 dni. A pa če ti je delala v bull runu 90 dni, ti bo pol delala, ne vem, 70 dni, ne vem. Videli, ne? Vsaka kartica. Nič, da ne bomo predolgi. Hvala, ker ste bili z nami, no. Tale Zoom je tudi posnet, bomo zrihtali tudi posnetek. Hvala. Mislim, da bo zelo zanimiv. Lej, usmerite ljudem, v nedeljo se štarta pre-launch, 7% boostanja za prvih 2000 nodov in to bo šlo v cel community. Nemci so imeli včeraj tako že 800 ljudi na klicu, hvalijo se, da bo oni vse prodali, sem rekel, ni šans. Tako da Cyril se je mal frajaru. Tako da dajmo tem, ki mislimo, da so ne že zdaj tole poslušajo, pogledajo, pridejo v nedeljo na Zoom, pa vsaj en novci vzamejo, ne, če ne morejo več ali kakorkoli, ker potem ne bo več tega pre-launcha za 7%, pač 5, kar je še zmeraj super, ampak če veste, da je nekdo za odprt, pa je že noter, pa že razume mining race, pa šteka, dajte mu to ponuditi, da ima nek bombonček dodatno. Kakor pa da mu nič ne poveste, pa se to razproda v enem tednu, pa rečete, a ja, daj prid na event, pa še nekaj slišal. Tem, ki so že noter, pa to kar dajte zdaj za poslušati. Bomo pa še itak na eventu vse razložili. Kupuje se pa itak z vsem. Available balance, potem iz Bitcoin na walletu in USDC. In Visa in Mastercard z vsem, kar je do zdaj, ker je to čist navaden produkt v backupu, tudi kot vsi ostali. Hvala lepa. Hvala lepa, lepo se majte, smo na vezi. Hvala lepa. Živijo. Živjo.